Torej, proračun za leto 2016 je sprejet, mogoče kratek komentar, verjetno ni takšen, kot si ga želite, ne? Ja, v bistvu težko verjamem, da si v kateri lokalni skupnosti, da so s sprejetim proračunom zadovoljni, pa vendar moramo sprejeti dejstva takšna, kot so. Prihodki so takšni, kot smo jih ugotavljali že pred prvim branjem. 10 milijonov 800 približno je odhodkov predvidenih, pa 10 milijonov 550 prihodkov. Razliko pokrivamo z sredstvi iz računov, tako da je proračun uravnotežen. Pravzaprav nekih posebnih pridobitev novih bomo težko si privoščili, pa vendar pričakujem, da bomo v naslednjem mesecu ali dveh pripravili dokumentacijo za gradnjo obeh vrtcev Prevrat in pa Loče, tako daleč, da bomo znali oceniti višino potrebnih sredstev in potem tudi predlagali rebalans proračuna, s katerim bomo predvideli tudi en finančni aranžma, ali bo to klasičen kredit ali bo kakšna druga oblika, bomo videli. Videli bomo tudi, kaj si lahko obetamo iz naslova sofinancirane strani Eko sklada, če bo to takšne vrste gradnja, ki pride v poštev za subvencijo. Vsekakor pa bomo do pomladi imeli rebalans z znanimi zneski, tako da se lotevamo enakovredno gradnje obeh vrtcev, seveda pa bo to šlo po etapah, tako da v 2 do 3 letih bi pa prišli do tistega želenega cilja, da imamo razširjen, obnovljen vrtec na Prevratu in pa po vsej verjetnosti novo gradnjo v Ločah. Zadolžitev torej v letu 2016 že? Zadolžitev bomo predlagali v letu 2016 v skladu z razpoložljivimi kvotami in pa tudi na račun tega, ko smo že večkrat ponavljali, vso leto se pogovarjamo, se vrtimo okrog istih zneskov, tudi leasing za gimnazijo se je ustavil, torej je nastal prostor za nekaj novega. Koliko je tega manevrskega prostora recimo? To bomo videli potem, ko bomo prišli tako daleč, da bomo lahko dali številke na papir, potegnili črto in potem videli, kje smo. Seveda, ko bomo videli tudi prihodke iz naslova morebitnih sofinanciranj, bomo potem tudi določili dinamiko izvajanja gradnje same. Če bi jih v 2-3 letih zgradili, financiranje bi pa trajalo kako dolgo? Financiranje po vsej vrednosti 10 do 15 let. Ampak tudi takrat se nam je zdel vrtec Stepanje, da je to zelo daleč, ampak tudi leasing za vrtec Stepanje se izide v letu 2019, tako da stvari niso tako črne. En od svetnikov je ponovno opozoril na prazen Trebnik, ne, kaj imate tukaj zapovedati, kako aktivno v bistvu iščete novega najemnika? Zelo aktivno se pogovarjamo o eni vsebini, ki bi pokrivala širši prostor, ne samo Konjice ali pa Slovenijo, ampak v tem trenutku še preuranjeno govoriti, kajti zavedati se je potrebno, da morajo stvari dozoreti, da nekatere podrobnosti teh pogovorov je neposlovno jih razkrivati in ko bo čas prišel za to, se bomo seveda pogovarjali o tisti končni vsebini. V tem trenutku se pa tudi pogovarjamo o možnostih, da bi vsaj delno namenili obnovljeni del Trebnika dejavnosti, tako da bi tudi ne bilo več zagat z pokrivanjem stroškov kurjave v bistvu v zaprtem objektu. Koliko je tega denarja občina? Mislim, da je na letni ravni približno 6.000 ali pa 7.000 evrov. So stroški minimalnega ogrevanja, telefonski priključek je gor in to, da nekdo hodi odpirati okna in zapirati. Mogoče ena ocena leta 2015, po čem si ga boste najbolj zapomnili? No, moja ocena leta je kljub vsemu, da bi nekateri radi poudarjali, kako silno težko nam je, pa vendar smo lahko izjemno veseli, da smo zaključili ciklus obnove osnovnih šol. Letos smo dokončali energetsko sanacijo šole Podgoro in pa tudi obnovili telovadnico v Ločah, nekaj krajših cestnih odsekov. Najbolj pomembna stvar pa je seveda, da smo uspeli v poslovni coni Slovenske Konjice oziroma Konus. Zanimivost, ravno danes je bil tehnični prevzem in kolikor je meni znano, ni nekih zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja, kar pa pomeni, da ne bo samo asfalt tam, ampak da bo možno
tudi dobiti gradbeno dovoljenje in tako, da se bo gradnja pri potencialnih investitorjih lahko pričela, ali pa da se bo nekako sprostil promet s temi nepremičninami, ker do zdaj je bilo vse skupaj zablokirano. No, od naslednjega leta pa vsekakor pričakujem še eno pomembno zadevo, to je dokončen sprejem prostorskega načrta. Jaz res si zdaj pa res želim že, da bi na 10. obletnico, ko se je postopek pričel, še preden sem jaz prišel, prišli do tega, da bomo imeli tudi formalno potrjene te predlagane spremembe, kar bo dalo zopet nove možnosti za pridobitev nekaterih infrastrukturnih objektov, predvsem pa za poslovno gradnjo ob avtocesti v Tepanju. Na Konusovem travniku nekateri so že začeli nekaj delati, imate mogoče na občini kaj informacij, kaj počnejo, pa mogoče kaj si še želijo tisti, ki imajo zemljišče? No, v tem trenutku nekaj časa je že prevozništvo Pušnik je že obratuje na tem svojim centrom za tovornjake. V končni fazi izgradnje je ploščad in pa tudi podoben center, kot je pri Pušniku za podjetje Vili Fijavž. Vravor je že tudi nekaj časa, ima tam šotor in tudi delno proizvodno montažo nekih strojev. Izokon je postavil šotor kot skladišče in pa asfaltno ploščad. Na gradnjo se pa pripravljata tudi Unior in pa podjetje Konus Konex. Tam bojo pa bolj zidani objekti ali tudi? To so zdaj začasne rešitve, ki so se jih poslužili bolj kot v tem trenutku enostavno rešljiv problem za posameznike. Seveda pa v ozadju pa poteka priprava projektne dokumentacije, kajti večina jih ima že izdane tudi odločbe o plačilu komunalnega prispevka. Pa še razpis za direktorja občinske uprave je potekal, kako daleč ste s tem postopkom izbiro? Ja, razpis je v bistvu že potekel in komisija je prejela 24 vlog, od tega je bilo 19 formalno popolnih in z vsemi je komisija opravila razgovor in potem na osnovi točkovanja mi je predlagala meni kot županu v razgovor 3 kandidate. In z njimi sem tudi že opravil razgovor, tako da bodo sklepi šli, mislim, da jutri ven, po izbiri oziroma neizbiri. Seveda je potem potrebno počakati še na to, da vsi prejemniki pošto dvignejo in da izkoristijo možnost, da podajo ugovor oziroma pritožbo. Tako da nekje do 20. januarja računam, da bo vsa procedura končana. 20. januarja bi naj torej novi začel delati? Do takrat bomo imeli postopek pravnomočen, potem pa po vsej verjetnosti, da bo to prvi, drugi, če ne bo kakšne pritožbe. Do ta čas pa bomo uporabili to prakso, ki je bila že zdaj tudi praviloma v primeru odsotnosti direktorja. Takrat je na osnovi pooblastila tisto prvostopenjsko odločanje prevzela ena strokovna sodelavka, podpisovanje računov, njegovih postavk v proračunu pa druga. Tako da nekih posebnih problemov zaradi tega ni. Direktor je v bistvu potekel mandat 30.11., potem pa smo ker on pa nastopi novo funkcijo 1.1., smo za sklepom podaljšali kot VD direktorja do konca leta.